Zdravo, jaz sem Ana in danes bom pripravljala angleški zajtrk po slovensko. Uporabljala bom popolnoma lokalne sestavine in sicer iz zelenega kroga. Za tiste, ki še ne veste, je zeleni krog društvo, ki povezuje kmete iz cele Slovenije. In sicer njihova filozofija je takšna, da gre pridelek od kmeta direktno do potrošnika. Najbolje, da kar začnemo. Za angleški zajtrk po slovensko sem pripravila domač pir in toast že prejšnjič. Spodaj v opisu bom pustila povezavo. Potem pa naredila bom še pečen fižol, krompirjeve ocvrtke, potem pečen paradižnik, jajca na oko in pa bazilikin shranek. Fižol sem predhodno namakala 12 ur, čez noč najboljše. Potem pa sem ga še 1 uro kuhala v nesoljeni vodi. Evo, in je že pripravljen za uporabo. Za pečen fižol najprej na drobno sesekljamo čebulo. Jaz sem uporabila kar mlado čebulo in pa zato je dobro imeti dober nož. Tu odrežemo v bistvu ta konec, tako. Tukaj odrežemo, damo na stran, na polovico in pa tako, tako. Zdaj bom narezala paradižnik, zato je najboljše uporabiti na zobčan nož. Zdaj še bom samo narezala česen. Evo, 3 stroki česna. Bom toliko na grobo se sesekljala na take lističe. Evo, stvari so narezane za pečen fižol. Zdaj bom najprej prepražila čebulo, potem bom dodala malo česna, potem paradižnik, fižol, malo zalila z vodo in pa začinila in kuhala nekje 20 minut do pol ure. Medtem bomo pa pripravili še krompirjeve ocvrtke in pa pečen paradižnik. Zdaj bom dodala še malo rožmarina, tako 1 vejico. Če ga slučajno nimate, lahko dodate lovorjev list. Če pa želite, pa seveda lahko dodate tudi oboje. Bo super. Pri začimbah je tako, jaz bom dodala dimljeno papriko, to je res zelo pomembno, da dodate, ker da tak značilen okus. Potem všeč mi je tudi okus kurkume in pa jaz dam take indijske začimbe, rečem temu. To je v bistvu moja osebna mešanica. Dam pa cimet, pražena semena kumine in pa koriandra, pač vse skupaj dobro zmeljem v možnarju in je to to. Če pa želite, pa lahko dodate tudi kaj drugega, kaj je všeč vam. Seveda pa ne pozabite na sol in poper, pač osnovne začimbe seveda ne smete izpustiti. Pomembno je, da na koncu, ko je že v bistvu skoraj da kuhano, še enkrat probate in pa potem po potrebi še začinite. Na primer soljo, jaz sem dodala še malo dimljene paprike, vi pa seveda, kaj vam manjka. Za krompirjeve ocvrtke najprej naribamo krompir, ker sem uporabljala mladi krompir, ga nisem niti lupila. Zdaj, če boste uporabljali starejši, ga seveda olupite, ampak pri mladem res ni nobene potrebe. Nekje 2 krompirja, take velikosti za 1 osebo, 2 do 3, no, ko so bili res manjši. Zdaj posolim in pa stisnem ven v bistvu tekočino in na ta način oblikujem polpete. Sem si jih raje kar odložila tu, da bo pravi čas vsi narejeni. Ni treba da čisto vse vode izcediti, bo pa to v bistvu dalo ravno hrustljavost. Najprej počakamo, da se ponev dobro zagreje, potem dodamo oljčno olje, toliko da prekrije dno.
Potem pa kar previdno polagamo krompirjeve ocvrtke, enega po enega, in pa pustimo, da se na eni strani peče 10 minut, nič ne mrdamo zmes, potem pa obrnemo pa še 5 minut na drugi strani, oziroma dokler ne doseže take lepe zlato-rjave barve, kot vidite na posnetku. Za pesto oziroma shranek pa kar v možnarju zmeljemo baziliko, najlažje je dodati malo soli, potem dobro pretlačiti, pa da na koncu dodati še malo oljčnega olja in lepo vse skupaj še premešati, da se spoji. Zdaj za pečen paradižnik, lepo vzamemo paradižnik, ga prerežemo na polovico, odstranimo seveda tisti zeleni del in pa posolimo. Za pečen fižol pa še medtem sesekljamo peteršilj in ga dodamo in premešamo. Paradižnik pečemo na tisti strani, ko smo prerezali, nekje 3 minute oziroma toliko, da postane tak karameliziran, na drugi strani pa samo par sekund, pa je to, toliko, da je zagret in še čvrst na sredini. Zdaj bom spekla še jajca na oko, če je potrebno, bom dodala še malo olivnega olja, potem pa samo ubila jajce noter. Pa smo prišli do konca posnetka. Upam, da vam je bil posnetek všeč. Če vam je bil všeč, komentirajte, naročite se na moj kanal. Če želite, da pripravim kaj po vaših željah, mi prosim kar napišite v komentar ali pa pod sporočilo. Bom zelo vesela vaših predlogov in pa se vidimo prihodnjič. Adijo, pa dober tek!